Živjo, sem Jana Pristovšek in spet smo skupaj. Danes bom govorila o opolnomočenju. Opolnomočenje je izraz, ki se v zadnjih letih uporablja, ko želimo opisati, da nek proces obvladujemo v polnosti, oziroma na osebnostnem področju je opolnomočenje širok pojem stanja osebnostne zrelosti, čustvene stabilnosti, znanja, samozaupanja, notranje moči, občutja lastne vrednosti, miru. Se pravi, gre za neko pomiritev s sabo in s svetom. Gre za to, da obvladujemo notranje procese in zaradi tega lažje in drugače živimo in delujemo v svetu. Opolnomočenje je stanje zavedanja sebe. Ko mi odraščamo, pravzaprav ne vemo, se iščemo, kdo sem, kaj bi delal, kaj ne bi delal, kaj mi je všeč, kaj mi ni všeč. In potem v odrasli dobi načeloma ponavadi živimo in smo ciljano nekam usmerjeni, bolj ali manj ciljano. Saj ni treba, da imamo neke stroge cilje, ampak približno vemo, kam gremo. Če se nam je zgodilo, da smo se v odraščanju, v otroštvu odcepili od sebe zaradi obrambnih mehanizmov, se pravi, če mi nismo odraščali v okolju, ki bi bilo relativno optimalno, pomeni, da smo mi mogli zatreti nekatere naše želje, hrepenenja, oziroma smo se mogli odcepiti od sebe in zato se ne poznamo. To je odraščanje v okolju, kjer otrok ali mladostnik ni smel izražati svojih želja, svojih potreb, ampak se je mogel prilagoditi staršem. Navadno so to starši, lahko so tudi sorojenci ali pa neka širša okolica, ampak največje težave in največja odcepljenost pride ravno zaradi posledice v odraščanju v primarni družini, se pravi z ljudmi, ki so nam bili najbližje, in to so starši. Se pravi, če oče ali mama nista odigrala svoje vloge na pravilen način, če se nista onedva oglasila na otroka, ampak se je otrok mogel oglasiti na starše, pomeni, da je mogel zatreti del sebe. Kaj pomeni oglasiti se? Oglasiti pomeni, da starši prisluhnemo otroku. To ne pomeni, da mu vedno rečemo ja, da mu vedno ugodimo. Ampak, da mu sledimo in da mu pomagamo in da mu omogočimo, da osebnostno zori. Starši, ki želijo, da otrok poteši njihove želje, hrepenenja, bolečine, rane, delajo točno nasprotno. Hočejo in želijo, da se otrok uglasi na njih in da dela stvari, da bo njim lažje. To ne pomeni, da ti starši otroka nimajo radi. Pomeni pa, da imajo pri sebi precej ran, ki jih ne znajo, ne zmorejo, niti ne vedo, da delajo narobe, delajo v dobri veri ponavadi, ampak kljub temu svojim otrokom ne omogočajo poti do osebnostne zrelosti. Se pravi, ne omogočajo mu otroštva, ki ga bo vodilo v uspešno, prijetno, lahkotno odraslo življenje. Opolnomočenje je stanje, ko mi zaupamo vase. Zaupanje vase ni v glavi. Zaupanje vase je globoko v nas. Se pravi, mi se zbudimo in ne premišljujemo, ali zaupam vase ali ne, ampak to, kar čutimo. Ali zaupamo vase ali ne, lahko vidimo v situacijah, ki so stresne. Ko pridemo mi v stisko, se pravi, ko pridemo mi v situacijo, ki nam povzroči stres, ko nam povzroči stisko, ko začutimo nek nemir, takrat se mi lahko vprašamo, ali jaz čakam, da bo to rešil nekdo drug, ali
sem jaz pripravljen to rešiti sama. Oziroma, ali sem jaz to pripravljen rešiti sam. In kaj ob tem občutimo? Se pravi, če občutimo mi negotovost, če občutimo stisko, če bi najraje zbežali, če bi se najraje borili, pomeni, da imamo premanj zaupanja vase. Premanj zaupanja vase lahko zgradimo v odrasli dobi. V otroštvu, tako kot sem prej govorila, je tega zaupanja vase premalo nastalo. Ampak, ko smo mi odrasli, mi lahko veliko stvari nadomestimo iz otroštva. In to je pametno narediti. Nič ne pomaga, če govorimo, kako slabe ali pa neprimerne starše smo imeli. Gre za to, ko smo enkrat polnoletni, oziroma ko smo dvakrat polnoletni, se ne moramo več zgovarjati na otroštvo. In z določenimi vajami, z določenimi procesi, to zaupanje vase zelo hitro lahko zgradimo. Naslednje stanje opolnomočenja je osebna samostojnost. Osebna samostojnost bi se navezala na stil navezanosti. Mi smo radi z drugimi ljudmi, mi smo radi z drugim človekom, vendar lahko živimo brez njega. Občutje v nas, da zmoremo sami, je pomembno. A veste zakaj? Zaradi tega, ker smo zaradi tega načina lahko boljši partnerji, boljše žene, boljši starši, boljši delavci, boljši sodelavci, boljši prijatelji. To, da mi brez nekoga ne moremo živeti, to ne pomeni, da mi tako močno ljubimo. To pomeni, da smo mi močno odvisni. Če mi lahko živimo sami in se odločimo, da bomo živeli z nekom, pomeni, da jaz bistveno lažje živim v tem partnerstvu, brez strahu, da me bo nekoč zapustil, da bo izginil, da se bo končalo, da bo partnerstvo uničila in tako naprej. Ko sem jaz mama in imam otroka in ko ta otrok raste in odraste in gre čez adolescenco, ga moram spustiti. Ne glede na to, koliko ga imam jaz rada. Jaz lahko živim brez njega. Sem vesela, ko pride na obisk, sem vesela, ko pokliče, sem vesela, ko z njim govorim. Ampak jaz lahko živim brez njega. In napačno je, res je napačno, ko starši, odrasli starši, vežejo nase otroke na različne načine. Ker ne delajo nikomur korist. Sami težko živijo, ker ne zmorejo živeti brez odraslega otroka in odraslemu otroku onemogočajo, da bi lahko živel svoje življenje in marsikaj dal svojim otrokom. Opolnomočenje je stanje notranje moči. Stanje moči ni v glavi, stanje moči je globoko v nas. In mi se lahko v glavi prepričamo, da smo močni. Mi lahko vsem povemo, da smo močni. Mi lahko vsakemu posebej jasno povemo, da smo močni in da določenih stvari ne dovolimo in ne dopustimo. Vendar je to obrambni mehanizem. Ko smo mi močni globoko v sebi, se nam ni treba več boriti na ta način. Ko smo mi močni globoko v sebi, to izžarevamo s to energijo in drugi ljudje bojo zaznali, kje so meje. Ljudje pravijo, jaz moram postaviti meje in jih je strah. In potem jaz pravim, duša moja, ne postavljaj mej na silo, ne postavljaj mej, če te je strah. Ti najprej povečaj svojo notranjo moč, povečaj občutje svoje moči in ji povem vaje in delava in potem, ne da bi kaj dost govorila in rekla, so meje postavljene.
Meje mi ne moramo postaviti 1500 ljudem, ki jih bomo srečali v nekem določenem življenjskem obdobju. Mi moramo to izžarevati. Tukaj je meja. Seveda pride situacija, ko moramo reči, ok, tukaj je šlo pa malo predaleč. Ampak to je redek dogodek. Ne more biti pa to vsak dan. Ne moramo mi postavljati mej v službi, doma, med prijatelji, v trgovini, med znanci, med neznanci. To je preveč dela, to je preveč naporno, to je preveč borbe, to je preveč vsega. In zato je občutje notranje moči tako pomembno. In občutje notranje moči dobimo in ga okrepimo lahko tudi v odrasli dobi. Je treba pač malo časa, malo vaj, malo pozornosti, ampak se da se zelo dobro. Opolnomočenje je stanje notranjega miru. Notranji mir je nasprotje od drame. Kaj pa je drama? Je pa praktično naš vsak dan, ne? Drama je stres in drama uničuje nas, našo duševnost, naše odnose, naše otroke, naše življenje. Drama je stanje, kjer bi se ga mogli dobesedno izogibati, bati in reči, ne hvala, jaz drame ne rabim. Ni problem malo drame. Problem je, če smo neprestano v drami. Če smo neprestano v drami, je to tako, kot da neprestano tečemo maraton. Ampak ne samo, da tečemo maraton. Maraton tečemo s 50-kilogramskim nahrbtnikom v japonkah ali bosi po kaktusih. Približno tako izgleda drama. Tako uničujoča je drama za naše telo, za našo psiho. Drame se mi navadimo in postanemo odvisni od drame. Mora se nekaj dogajati. In se dogaja. Poskrbimo za to, da se dogaja. Ampak dogaja se tudi v našem telesu. In potem jemo prehranska dopolnila, jemo zdravo hrano, skrbimo za šport, za rekreacijo. Vse lepo, ampak dokler se mi ne bomo ločili od drame, dokler je ne bomo prepoznali, do takrat je to tako, kot da nalivamo vodo v vedro, ki ima 10 lukenj. Več vode, ki nalijete, več vode bo steklo ven. Vedro ne bo nikoli polno. Jaz sem zdaj na kratko povedala par stvari o opolnomočenju. Se pravi, opolnomočenje je zelo širok pojem, ampak ko smo mi opolnomočeni, takrat imamo mi drugačen pristop do življenja. Takrat mi čutimo sebe, ne bežimo od sebe. Problemi niso več problemi, ampak so izzivi, so sitnosti. Je skozi nekaj. A veste, v življenju je skozi nekaj. Jaz imam skozi nekaj in tudi vi imate skozi nekaj. Tako pač je. Ampak od tega, kako jaz to razumem, kako jaz to dojamem, kaj jaz ob tem čutim, pa je odvisno, kako bom reagirala. In kako bom reagirala, kaj bom čutila, od tega je odvisno moje nadaljno življenje in življenje ljudi, ki so v moji bližini. Spravi, življenje ljudi, ki jih imam rada. In na to imam jaz vpliv. In jaz vam želim povedati to, da ta vpliv imate tudi vi. In to moč, da se opolnomočite, to možnost, da se opolnomočite, kolikor močno želite, imate tudi vi. Vesela bom, če boste delili ta video, če boste prišli na mojo spletno stran Slišana si, če se boste udeležili kakšne delavnice, prebrali kakšno mojo knjigo in seveda, da se kmalu spet vidimo in slišimo. Radi se imejte, dobri ste, vredni ste. Čau, čau.